Slovesnostjo so se že 66. leto zapored spomnili tudi tragičnih in krvavih dogodkov 16. marca 1944, ko je pod streli nekajkrat številčnejše nemške vojske in domobrancov padlo 113 borcev 4. bataljona Cankarjeve brigade. In konec koncev na 1. maj praznik dela. Torej, predvsem pa gre za druženje prijateljev, znancev tu na, obronkih Javorovice, ker je pred davnimi leti tragedija vzela mnoga življenja. Slovesnosti, s katero so obeležili tudi 67. obletnico zmage nad nacifašizmom, se je poleg Duletove, Gorjanske in prve spominske čete udeležila tudi edina še živeča borka Cankarjeve brigade Malči Jakša Miša. Nekaj 100 pohodnikov pa se je na Javorovico podalo po nekdanjih partizanskih poteh. Ker sem želel priti, da vidim, kje se je zgodilo ta huda reč. In ker je dan lep, ker je dosti ljudi, sva se z ženo od Miklavža popeljala sem. Prav prijetno je obojanje zgodovine in druženja. Ja, prihajam redno, že 20. leto, zadnje leto bolj kot predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Škocjan. V prvi vrsti v spomin 4. bataljonu Cankarjeve brigade na ta hrabra dejanja, ki so jih izvajala partizanske enote tukaj. In mislim, da ne sme iti v pozabo in naj bo poduklo mlade rodove še naprej. Narodno-osvobodilni boj je Slovence spremenil iz podložnega naroda v gospodarje svoje usode, je spomnil tudi slavnostni govornik. Ta upor je bilo najpogumnejše dejanje v vsej zgodovini slovenskega naroda. Tega ne smemo pozabiti. To je trajna prvina, trajna podlaga našega bivanja in zlasti naše državnosti. Predsednik države se je hkrati dotaknil še aktualnih razmer. Kot pravi, potrebujemo poleg uravnoteženih javnih financ tudi pakt za rast, konflikt med javnim in realnim sektorjem pa da ne obstaja in ni razloga, da bi ga ustvarjali. Vsak odgovoren član naše družbe ve, da brez dobrega gospodarstva ne bomo imeli vzdržne in dobre socialne države. Hkrati pa vsak odgovoren član naše družbe ve, da brez dobrega šolstva, brez dobrega zdravstva, brez skrbi za upokojene, brez skrbi za mlade in brez dobre državne uprave tudi dobrega gospodarstva ne bomo imeli. Prav zato je socialne partnerje znova pozval k dialogu in sklenitvi sporazuma.